Lions Klub Konjice je pred leti na pobudo ustanovnega člana in prvega tajnika Božidarja Punčuha program svojih humanitarnih aktivnosti uvrstil tudi štipendiranje mladih. Namen pomoči je finančna podpora pri visokošolskem izobraževanju mladih talentov, mladih s posebnimi potrebami oziroma mladih iz socialno ogroženih okolij. Razpis je tokrat potekal že 4. leto zapored. Za namen projekta štipendiranja mladih v visokošolskih programih je klub za študijsko leto 2010-2011 v sklad za štipendiranje namenil sredstva v višini 6.000 evrov. Razpis je potekel v mesecu oktobru. Do razpisanega roka je prispelo dovolj kvalitetnih vlog, na podlagi katerih se je predsedstvo kluba odločilo v skladu s pravilnikom o štipendiranju in dodeljevanju pomoči podeliti sredstva v skupnem znesku 4.400 evrov in sicer 2 enoletni štipendiji v skupni višini 3.800 evrov in 1 enkratno študijsko pomoč v višini 600 evrov. Lions Klub je študentom za pomoč in izmenjavo informacij štipendistom dodelil tutorje, skrbnike, člane kluba, ki bodo s svojim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami po potrebi pomagali štipendistom z nasveti pri njihovem enoletnem intenzivnem sodelovanju s klubom. Tutorja štipendistom v aktualnem šolskem letu sta Bojan Ribič in Stanislav Beranič. Prejemnika enoletnih štipendij v šolskem letu 2010-2011 sta Nik Magdič, študent medicinske fakultete Univerze v Mariboru, in Anja Strmšek, študentka medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Prejemnica enkratne študijske pomoči v šolskem letu 2010-2011 je Tamara Čandar, študentka ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru. Prejemniki štipendij in enkratne študijske pomoči so se pridružili članom Lions Kluba Konjice na njihovem rednem zboru v sredo 17. novembra 2010, kjer so se predstavili, se seznanili s svojimi skrbniki in podpisali pogodbo o štipendiranju za študijsko leto 2010-2011. Predstavitev poročila naših štipendistov za preteklo leto. Odzval se je Tadej Drobne, zato bi Tadej prosil, jaz sem bil tvoj tutor, mogoče na kratko, v parih besedah, kako vidiš prejšnjo leto, mogoče kak je lepega bilo tvojih življenjskih dogodkih po samem študiju. No, lepo zdrav vsem skupaj, sem Tadej. Zdaj že bivši štipendist Lions Kluba Slovenske Konjice. Jaz mislim, da prejšnje leto je bilo zame zelo uspešno, saj predvsem bi izpostavil en dogodek, ki me je tudi ta štipendija, ki sem jo prejel iz Lions Kluba, me je spodbudila tudi k temu, da sem se udeležil enega mednarodnega tekmovanja, sicer v Beogradu, in tam seveda zmagal v absolutni kategoriji. Zelo sem vesel, ko mi je tudi finančno zelo pripomogla štipendija, kajti veliki stroški so bili povezani vsem tem. Poleg tega mi je omogočila lagodnejši študij. Tako na kratko. Res sem vesel in se zahvaljujem še enkrat za štipendijo. Tadej, hvala lepa. Tadej, jaz se ti zahvaljujem za kratek razlog. Mi smo s tabo skupaj veseli, če smo malo pripomogli k temu uspehu, z katerega iskreno čestitamo, pa da bi kdo še več v življenju, pa v to tudi ne dvomim, ker tudi drugače poznam iz glasbenega področja, vem, da si pridni študent, pa tudi zelo glasbeno aktivno. Tako da se ti zahvaljujem, ker drugih naših starih štipendistov ni. Bom prišel na 4. točko, predstavitev novih štipendistov za leto 2010-2011. Med nami so Anja Strmšek, Nik Magdič in Tamara Čandar. Na predsedstvo zadnjem smo se odločili, da podelimo 2 štipendije, in sicer Anji Strmšek in Niku Magdiču, Tamari Čandar pa študijsko pomoč. Ker imajo vedno dane prednost, bi prosil mogoče Anjo, da na kratko opiše svoj študij, cilje, perspektivo, ki jo vidi v življenju in podobno. Zdravljeni, sem Anja Strmšek, sem študentka 3. letnika medicinske fakultete v Ljubljani. Najprej bi se vam lepo zahvalila za štipendijo in moram povedati, da ste nekako ste s tem zelo približali moji želji, da pač del svojih študijskih obveznosti obranim v tujini. S tem mi bo to lažje uspelo, pač enkrat tekom študija, mogoče ne to leto, ampak enkrat sigurno. Drugače pa ne vem nekaj o sebi, večino svojega prostega časa nekako namenim študiju, ki mi tudi predstavlja en velik izziv. Drugače pa tudi za sprostitev najdem čas, predvsem ob igranju kitare, potem sem član mešanega pevskega zbora Strune,
na Slovenskih Konjicah, pa tudi prostovoljno sem dejavna in sicer v Društvu študentov medicine Slovenije in sicer bolj v tem projektu Medi-Medo. To je pa projekt, kjer v bistvu kot Medi-Medo zdravniki nekako preganjamo strah otrok pred zdravniki in zobozdravniki. In tudi letos bom se preizkusila v vlogi organizatorke enega takega projekta in sicer ravno v našem kraju, v lokalnem vrtcu Mali Grof, ker so tudi sami nekako bili pobudniki in smo se dogovorili, tako da nekako februarja potem to nekako je predvideno. In sem zelo vesela, da nam je to uspelo, da pač nekako razširimo te lovke našega dela tudi na Štajersko, ker večinoma so pač to deležni teh delavnic samo otroci v okolici Ljubljane, no? Tako da sem to res vesela, da je do tega prišlo. Ne vem, no, to je to na kratko. Hvala. Sem Tamara Čander in prihajam iz Stranic, sem študentka Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru na smeri računovodstvo, revizija in davščine. V tem študijskem letu se odpravljam na Portugalsko, kjer bom pisala diplomo, opravljala 2 dodatna izpita in tečaj portugalščine. To pa je tudi razlog, zakaj sem se prijavila na ta razpis in ob tej priložnosti bi se vam seveda rada zahvalila za to finančno pomoč, ki mi bo zelo prav prišla ob 6-mesečnem bivanju v Lizboni. Sicer pa naslednje leto sem nameravam pisati še na magistrski študij, sicer verjetno zunanja ekonomija, ne več računovodstvo, ker me bolj zanima delo v tujini. Drugače pa imam eno mlajšo sestro, rada sprehajam psa, rada tečem, sicer v tem vremenu ravno ne. Po zimi tudi rada bordam, drugače pa rada potujem, dobro jem, za svojo dušo pa najraje preberem kako dobro knjigo. To je to v meni na kratko. Sem Nik Magdič, prihajam iz Slovenskih Konjic, sem študent 2. letnika medicinske fakultete Univerze v Mariboru. Zdaj nekatere od vas že poznam, nekatere vas mogoče še bom spoznal tekom tega leta. Da povem nekaj o sebi. Zdaj zaključil sem 1. letnik. Sem zelo ponosen, ker sem postal študent medicinske fakultete, da sem uspel. Mi to veliko pomeni, vidim tudi v tem neko motivacijo. Ob tej priložnosti bi se seveda tako kot obedve ostali kandidatki rad zahvalil, da ste mi dodelili to štipendijo, ki mi bo zelo pomagala tako pri študiju kot pri zunajštudijskih dejavnostih. Namreč ukvarjam se s tekom v prostem času, začel sem samoiniciativno in mi je dosti pomagalo tudi pri premagovanju določenih ovir v življenju. Potem rad preberem kakšno knjigo, rad se družim s prijatelji, potem tudi zanimajo me recimo področja kot so gradbeništvo, ekonomija, ukvarjam se tudi z delnicami malo. Ja, zanima me to področje, no. Drugače pa, tako kot vsi ostali, rad grem pogledat kak film v kino, rad poslušam glasbo. V glavnem, ta štipendija mislim, da mi bo res pomagala, da si kupim še kakšno dodatno literaturo, ki si jo do zdaj nisem mogel, no. Tako da res najlepša hvala.